Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Tokrat je z mano ženska, ki zna govoriti o zdravju na način, ki preseže sezname pravil in instant na svetu, pa tudi kakšnih receptov. Mojca Fatur, igralka, ki zdravje razume kot odnos. Odnos do sebe, do svojega telesa, do življenja, misli, odnosov, navad in vseh tistih drobnih odločitev, ki nas vsak dan vodijo ali bližje k ravnovesju ali pa tudi stran od njega. In čisto na začetku moram priznati eno stvar. Ponavadi se mi ne zgodi kaj podobnega, ko se doma pripravljam na podcast oziroma na pogovor. Tokrat pa se je zgodilo in zato se mi zdi fino, da to tudi omenim takoj na začetku. Ko se pripravljam, ponavadi izgleda tako, da si naredim nekaj alinej. Kam bi rada, da ta pogovor teče, katere teme bi rada pokrila. Pri Mojci pa se je zgodilo to, da sem napisala pa zbrisala. Pa napisala pa zbrisala. Zakaj? Zato, ker so mi misli švigale na vse konce. To pa samo zaradi tega, ker je Mojca tako zelo srčna, odkrita in polna življenjskih modrosti. Kam bo ta pogovor šel, ne vem, se ga pa zelo, zelo veselim. Mojca, živja. Živja. Si me prav ganila. Res se mi je to zgodilo, res se ne zgodi velikokrat, verjetno tudi zaradi tega, ker sem bila nekako pod vtisom knjige, ki sem jo v 2 dneh prebrala na mah, bi lahko rekla, in je potem verjetno bilo toliko več nekih misli, ki so se prepletale po moji glavi. Poslušala sem tudi nekaj tvojih intervjujev, ki si jih v zadnjem času posnela ali pa dala za kakšne različne portale, časopise in tako. In potem sem rekla, Eva, dovolj, ker če ne, bova 3 ure sedeli in debatirali in ne vem, če bo lahko kdo zdržal tako dolgo, ampak tako kot sem rekla, polna si srčnosti, ki jo mogoče v zadnjem obdobju vse prevečkrat pogrešam pri ljudeh, pri tistih, ki jo imate, pa tako zelo zasije. Jo imaš od nekdaj? To je zanimivo, ker jaz skozi pravim, lani sem tudi Tini Košir rekla, jaz imam toliko zaprto srce, pa je rekla, ti, pa o čem govoriš, imaš tako na široko odprto srce, ampak jaz, ko sem res veliko časa sabo, pa se skušam zaznati, vidim, da je tle še ogromno enega potencijala. Je pa zagotovo ta pot samo ozdravitve, en prvih korakov je ta, da začneš odpirati srce sebi in posledično svetu, drugim, naravi, stvarstvu. Zdaj, o knjigi bova govorili pravzaprav skozi celoten pogovor, zato ker knjiga je nastala zaradi tvoje zgodbe, ampak zakaj točno si se odločila za zapis tega v nadaljevanju? Edina stvar, ki sem se jo odločila, kako bova začeli, je ta, da sem rekla, pejva čisto na začetek. Torej, otroštvo. Prebrala sem, oziroma rekla si, nedolgo časa nazaj, da si kot majhna punčka, pa potem v višjih razredih osnovne šole bila kot popr živa in da si v resnici zelo rada bila nagajiva oziroma nagajala, je pa seveda velik del tvojega otroštva zaznamovala bolezen. Kakšna je to bolezen, kako so se kazali sploh simptomi, kako so sploh starši ugotovili, da bolehaš? Zbolela sem pri 4 letih pa pol, oziroma takrat sem dobila diagnozo za aplastično anemijo. Takrat se spomnim, ne spomnim se v takrat, kasneje sem govorila s svojo hematologinjo, dr. Anžičevo, ki me je zdravila v otroštvu, da so bili znaki tako nenavadni, da niso sploh znali točno v bistvu locirati, ali gre za hipoplastično ali aplastično anemijo, skratka je obolenje kostnega možga. Meni se niso takrat eritrociti zadostno tvorili, pa so iskali primernega darovalca za presaditev kostnega možga, pa ga niso našli, tako da potem smo cel kup
enih metod preizprobali. Naprimer, en teden mi je tekel konjski serum, tako napeljan direktno proti srcu, in pol sem jaz leta kasneje, ko sem že imela svojo milo, sem snemala ene oddaje Vodni krog na RTV-ju. Pač v naravi so se dogajali in sem imela vedno take zanimive goste in enkrat je bil en biolog, ki se je ukvarjal s kačami in strupi in protistrupi in on tako omeni konjski serum in jaz zastrižem se, konjski serum? In je rekel, to ga pa uporabimo kot protistrup pri kačjem ugrizu, ampak je tako zelo agresiven in toksičen, da se ga poslužimo samo v najbolj skrajnih primerih. In jaz hitro kličem mamo, mami, nisem jaz dobivala konjskega seruma. Je rekel, In pol se ti tako cel kup stvari zloži, zakaj moje telo v resnici tako burno od takrat odreagira na vsako malenkost, ker so v bistvu bili kar veliki šoki. Pa ta buren odziv se je potem kasneje verjetno kar kazal, ampak v kakšnih oblikah? A je to pomenilo, da ne vem, vsak, ki je prišel mimo in je kihnil, si tudi ti zbolela? Ne, v bistvu ne. Imunski sistem sem imela od nekdaj zelo dober. Že ko sem bila v bolnici, sem bila v bistvu edina brez aft v otroštvu. So bili vsi otročki tako in te z levkemijo in vse sorte so imeli. So bile afte skozi prisotne. Jaz nisem imela nikoli nič, redko kdaj sem stakala kakšno virozo. Dokler nisem prišla študirati v Ljubljano, sem bila praktično tako redko kdaj sploh prehlajena ali karkoli. Bolj, naprimer, po mili sem imela molarno nosečnost, takrat nisem niti to vedela, kaj točno je, in so v bistvu se takrat odločili, da to zdravijo z metotraksatom, in to spada po tak res blag citostatik, se pravi, onkologi ga sploh niti ne štejo v to grupo, ki pravijo, da ni omembe vredno. Ampak meni je notranji glas tako govoril, ne, in jaz zdravniku, hematologu sem rekla, ginekologu, sem rekla, jaz pa nimam občutka, da bo to dobro zame. Pa rekel, pa se to zdravimo res tako na dnevni bazi po celem svetu, to ženske konstantno in pri izvenmaternični nosečnosti, pač pri cel kup zadev. In sem rekla, vem, ampak meni pa ta moj notranji glas nekaj. In pa sem toliko težila, da so kontaktirali dr. Anžičevo in je ona tudi rekla, da ona tudi ni najbolj zadovoljna, ampak skratka, da ne dolgo vezim. Na koncu sem ga dobila in je moje levkocite ubil, pač nehali so se tvoriti 0. V tem smislu hočem reči, da dostikrat se mi pol, če kaj pa staknem, zakomplicira tako študijsko. Da se poderajo potem še karte naprej na nek način. Ne? Zdaj, takrat, ko si pri 4,5 torej dobila diagnozo, 1,5 leta si praktično preživela po bolnišnicah, pa doma, pa kontrole, pa špikanje in tako naprej in vse žive stvari opisuješ tudi v knjigi. Spreletelo me je, ko si v knjigi zapisala, da si v bistvu že pri tako mladih, otroških letih doživela, kaj pomeni, ko si razčlovečen oziroma ko si na nek način tudi osramočen. Pa takrat verjetno tega kot otrok razen strahu nisi doživljala, ampak se je potem kasneje izkazalo, kaj ti lahko nek poseg v bolnici v bistvu na dolgi rok potem kasneje na tvoji podzavesti naredi. Zdaj tisti, ki še niso prebrali knjige, ne vedo, o čem govorim, tako da ti dam besedo, da ti lahko spregovoriš o tistem dogodku. Ja, mene vse to z otroštvom v bolnici v bistvu sila presenetilo. Jaz sem zdaj 3. letnik študija telesne orientirane psihoterapije, pa ne mislim biti psihoterapeut, ampak to je tudi ena izmed poti bliže k sebi, ker se mi zdi, da se ne smemo nikoli zadovoljiti s tem, kdor smo, vedno moramo iskati boljšo različico sebe. A ne? In jaz imam v resnici neverjetno lepe spomine na čas v bolnici. Naš oddelek takrat ni bil poimenovan še, to je danes naprimer oddelek junaki 3. nadstropja in vse medicinske sestre in zdravniki in zdravnice, to je bilo neverjetno, to so tako neverjetno srčni ljudje. Še zdaj se kdaj srečamo, čistko, slučajno, to je to ene topline, to je res, to so ljudje, oni pa imajo na široko odprta srca. To je res občutek, da smo vsi bili njihovi otroci, njihova družina. In zato me je tekom študija,
ko so začeli neki taki spomini iz telesa priplavljati na površje, totalno presenetilo. Ker sem rekla, kako travma? Pa so mi še profesori rekli, ja, da pač to je že prav izraz, obstaja za to medicinska travma. In sem rekla, pa se meni ni bilo travmatično. Pa tako so mi začeli postavljati vprašanja, pa med vajami, so določene stvari in sem pol videla, ko sem rekla, to nekaj ni v redu, da imam jaz jasne slike, ampak brez emocij. Pač samo vidim slike, natančno si jih spomnim, ampak kada bi gledala film. Nič pa ne čutiš ob tem. In to je tudi en izmed znakov travme, ker tako globoko potlačiš stvari. A to so bile zadeve, naprimer, to sigurno bil tudi drug čas. Mene so tolikokrat punktirali, se pravi prsnico so mi tle predirali za punkcijo, da pol niso smeli več narkoze uporabljati in so mi morali na živo punktirati. In to noro boli. Tudi to zdaj vidim, ta občutek je zelo hitro disociran. To pomeni, da zelo hitro greš tako iz telesa, kar je na nek način sem razvila kot dar, se pravi zelo hitro tudi dostopam do nekih drugih pol zavesti in je sigurno to darilo vsega tega. Ampak zdaj, ko sem pozorna, vidim, da v marsikeri situaciji prav res tako začutiš, da te ni, tako plavaš tle, nisi sploh, da bi imel meglo. No in zato ker so se bali, da bom jaz tam se premikala, so me pol za posteljico tako zvezali za rokice, pa nogice, prav tako na široko, kada si res, kada te bojo razčetverili, In tako živo se spomnim tega prizora, ki je na eni strani zdravnik, na drugi medicinska sestra in ona njemu to res, to je ful dolga igla, debela, poda in se ona dva tako neki mal mal se spogledujeta, mal si dobacivata in tako mene koda ni. In me noben ni vprašal, mislim, da bi se kdo z mano ukvarjal, a te kaj strah, se bo hitro, se bo tako, se ne skrbi. In v bistvu ful pol zdaj vidim. V bistvu ta 3 leta, kar delam, tako pospešeno, tudi s terapeutom 1 na 1, imam največ te medicinske travme naložene. Kamorkoli, skozi se vračamo na to. Pa že mislim, da je konc, pa se spet vrnemo na to. Neverjetno. Velikokrat se nam lahko zgodi v procesu ali terapije, ali hipnoterapije, ali karkoli si ljudje izberejo, da podoživimo točno tako, kot si ti zdaj opisala. Sama se spominjam, da sem imela v otroštvu en dogodek, zaznamovan kot wow, kakšen žur je bil to, kako je bilo to dobro in kako je bilo hihi, V resnici pa ne, v resnici je bilo pa daleč od veselja in tistih občutkov, za katere sem jaz predvidevala, da so bili, je bilo pa ravno obratno. In kako si ravno to, kako smo potem takrat lahko šokirani, pa kako, če imam pa jaz v spominu, da je bilo to vse super in fino in fajn, ampak vendarle, ko gremo globje vase, lahko marsikakšno stvar spoznamo. Kako pogosto ti je bilo strašljivo iti globoko vase? Kakšni ljudje rečejo, raj ne bom nič kopal, da ne bo kaj preveč bolečega. Jaz sem tak človek, da si ful želim vedno priti stvarem do dna, tako da mi ni bilo nikoli strašljivo, bolj mi je tako res exciting, vznemirljivo. Je pa res, da neko določeno obdobje znotraj tega procesa samozdravitve, ker nisem še niti delala s terapeutom, ampak sem tako sama z različnimi modalitetami raziskvala, soočanje z nekimi senčnimi deli sebe ali pa z nekimi podedovanji vzorci delovanja niso nikoli, da bi rekla, lahkotni, vsaj pri meni niso bili, mogoče kdo zna lahkotno s tem, ampak mislim, da ko se spustiš v tiste dele sebe, ki bi jih najrajš spregledal pa zanikal, je malo tako, ampak v resnici se tam skriva neverjetna količina življenjske sile, energije, lepote, svetlobe, zdravja. In super je tudi, ker je potem lahko življenje za kakšne stvari veliko bolj lahkotno. Tudi ti zdaj, ko veš, zakaj ti je bilo tako težko peti na glas pred ljudmi, pa na AGRFT-ju, in ker zdaj veš, zakaj je verjetno tudi mečkan lažje,
Kako je že bilo v osnovni šoli, si bila kregana in si mogla iti pet, ne? Jaz sem kot otrok strašno rada pela, sicer nisem imela tako, ne pojem tako kot Klemen, ampak nisem, da bi ultra fušala, pač res sem uživala, skozi sem pela in pri tabornikih in doma. In pol, sem bila pa ful klepetulja in sem bila kar naprej v kotu, ne, v šoli, še v gimnaziji sem bila v kotu. Takrat sem se pa res butasto počutila, mislim, V puberteti pa v kotu, ne? Ja, no in v 8. razredu smo bili, pa mi smo še imeli to smolo, da so nas konec 7. razreda delili. Se pravi, moja šola, osnovna šola Vojka Šmuc v Izoli, je bila takrat enormna. To je bilo A, B, C, Č, D, E, F, G. In 2 izmeni. En teden si hodil dopoldne, En teden si hodil popoldne, da smo se sploh vsi porazdelili. Ne? In nas so pol konec 7. razreda delili naš razred in se pravi so po 3, 2, 3 tako nas dali v različne razrede. Se pravi, že tako prideš v nov razred, ne? In ker sem klepetala, me je učitelj za kazen poslal pred tablo in sem morala 5 punt naj reši na Stlačanskih mok. In seveda je razred padel dol od smeha in se krohotal. Ampak jaz mislim, da zaradi absurdnosti celotne situacije, da tam neko partizansko pesem, ne? Ampak seveda, tvoja podzavest si naredi svojo zgodbo in bilo je, smejejo se meni, ne pa situaciji. Ja, ne? In prav neverjetno. Ampak vidiš moč tega, čeprav v mentalu veš, ne, meni se je tako zaklenilo in pol so bili izpiti na akademiji, na AGRFT iz petja. Pa jaz sem vsakič mislila, da me bo res kap. Meni je srce tako nabijalo. Jaz sem bila fluorescentno rdeča v obraz. Jaz sem mislila, da se bom onesvestila. In tudi tako, risanke si, ko sinhroniziram. Meni vedno režiserji reče, oh my god, vedno pozabim, da imam tebe, moral bi, ne vem, 2 termina manj napisati. Res sem hitra v temu. Pol pa ima moj lik samo eno vrstico za zapet, pa nekaj čist brez veze. La. Smo lahko 1 uro pri blokada. Noro. Ampak sem ful delala na terapijah in se je blazno to. Sej jaz opažam na svetovanjih, ki jih imam za recimo ljudi, ki nastopajo, skoraj pri vseh, kjer je prekomerna trema, je nek dogodek bil. Ali je to kakšen nastop klavirja, tam je zelo pogosto, ko je bilo treba kaj zaigrati in ni šlo in tako. Ali so to kakšni dogodki, ko se zgodi kaj neljubega na odru, pa je nek sram, pa posmeh in tako, in takrat se potem to zaklene. Kar je po eni strani tudi mogoče mačkan logično, da nas naša podzavest želi obvarovati podobnih situacij in reče ne, raje ne, da ne bo spet kaj podobnega. Ne? Ja, zanimivo, ne? Ker verjetno... Ja, naša podzavest vse tako blazno usodno gleda, ker ne loči, ne, vse je smrt, vse je groza, hudo, vse gre v propad. Ne? Ja. Zdaj, če sva se dotaknili otroštva, če sva se dotaknili bolezni kot takšne v otroštvu, si ti potem dejansko po 1,5 leta dobila ne več diagnozo, ampak si bila ozdravljena, se temu tako reče. Ni to, da je šla bolezen v neko mirovanje. Ali kako sploh je pri tem? Ne znam si čisto dobro predstavljati. Ali je to nekaj, kar imaš potem celo življenje na nek način v sebi in se v narekovajih bojiš, kdaj lahko to spet izbruhne, ali gre za to, da te pozdravijo in si potem v redu? Ja, kolikor sem jaz razumela, jaz sem v enem momentu, se pravi, po mojem, jaz vem, da sem kar nekaj časa morala še hoditi pol na redne preglede, kontrole, to. In v enem momentu potem rečejo, to je to, zdrava si. Tako da v bistvu ni bilo, vsaj ne da bi vedela, povezave med temi 2 obolenjema, je pa zanimivo, da je to ta drugo obolenje tudi na kostnem mozgu bilo. In v bistvu ne gre za isto stvar, ne? No, se ravno to sem te želela vprašati, ali je to dejansko kostni mozek, ampak gre za popolnoma drugo stvar in med otroštvom in do drugega obolenja nisi imela nikakršnih ti težav, ne vem, med nosečnostjo, s krvjo, pri porodu in tako naprej, kot bi si kdo lahko predstavljal. Je bila ona klasična rahla anemičnost, ki je lahko pri velikih. In nič posebnega torej. Potem pa se je zgodil preobrat po 3. porodu, torej po rojstvu 3. otroka, pa si spet v bistvu pripisovala to
poporodni kili ali kako že ne, v smislu, sej ni nič hudega. Je Saj bo bila, minilo. celo bila je Aha, poporodna kila, ampak jaz sem šla sam zaradi nje na pregled, zaradi tega, ker se je takrat Klemen ustrašil, ker je glih Tomaž Pandur tako nenadno umrl in je Klemen rekel, pa dej, kaj pa če to sploh ni kila, kaj če imaš ti neko težavo, kaj če so tle jetra, ne, ker me je tlele zbadalo pod desnim rebrnim lokom. In sem šla k zdravnici in je rekla, ja, je poporodna kila, me je dala še na ultrazvok za potrditev in pol je čistko navrgla, ker sem bila že na vratih, je rekla, pa pejte dat še kri, no, ker že toliko časa nismo pregledali. Sem šla dat kri in pol, ja, šok. Potem pa šok, zato ker klic iz zdravstvenega doma ni bil tak kot ponavadi, ne, ko je sestra že razložila izvide, ampak počakajte na zdravnico. Ja. Mojca, kaj, se vem, da to je mogoče težko zdaj podoživeti, ampak vseeno, kaj ti je šlo takrat, kakšni občutki so takrat vreli v tebi, ko v resnici mečkan že veš, da nekaj očitno je, če moram govoriti z zdravnico, po drugi strani jo pa ne dobiš takoj na telefon in čakaš. A se je takrat tudi zgodil ta trenutek, ko nisi bila, pa si samo opazovala? Takrat je bila tako, seveda se je porodila en, oh my god, je narobe, ampak je tako prevladal in je rekel, ne, pa se veš, pač sestra ima kdaj tudi svoje finte, ali pa je mogoče kakšna nova direktiva, da sestre več ne smejo, ne. Tako sem si skušala racionalizirati, ne. Polka pa sem dobila zdravnico na telefon, bom, je pa udarilo ko strela z jasnega in v resnici se nisem na začetku niti prestrašila tega, ojoj, lahko umrem ali karkoli, ampak bolj mi je bilo iz tega, ker vem, kaj iz otroštva, kaj pomeni. Jaz sem najprej itak mislila, da se mi je ponovila bolezen iz otroštva. In so tudi zdravniki najprej mislili, ne. Šele pol natančnejše preiskave so pokazali, da gre za nekaj popolnoma drugega. In jaz sem vedela, koliko je to naporno. Pač, da je to res proces, ki zahteva ful ene fizične energije, prisotnosti, kondicije, ne nazadnje. In vsi vemo, kako je, ko imaš, ne vem, pol leta starega otroka, ko si neprespan, pa za dojenja po noči, pa še 2 otroka, tako sem imela, pač res si izčrpan, ne? Mlade mamice so izčrpane in se mi je zdelo, čisto tako sem rekla, pa to je čisto nemogoče, mislim, ne glede na to, da sem jaz tak večni optimist, pač ne morem se prepričati, da imam trenutno dovolj fizične kapacitete, če je nimam. To ni nekaj, da jaz zdaj lahko z glavo rečem, spočita si, imaš to, pač nimam, ne. Tle sem se najbolj ustrašila. Dobila sem solzne oči, ko v knjigi zapišeš, da ravno to, da nisi najprej pomislila na to, ojoj, kaj pa če umrem, ampak da ti je najhujše bilo, ko si pomislila, da ne bi bila ob svojih 3 otrocih, ko bi, ne vem, imeli kakšne dosežke v življenju, da ne bi spoznala njihovih partnerjev. Bom se potrudila ostati nesolzna, ampak kot mama, ko sem to brala, se mi zdi, da je to dejansko eden od največjih strahov, ki jih mama lahko ima. Kaj pa če, ne kaj bo z mano, nič hudega, ampak kako bodo oni. Kako takrat izstopiš iz tega začaranega kroga, teh misli, solz, strahu? Alej, se si zdaj še mene pripravila do... nekako se mi je moja smrt zdela tako nekaj pač, mislim, vse bi si želela še kaj doživeti, ampak res ta misel, da ne bi bila več ob njih, da jih ne bi mogla ubijeti, da ni več pravljic, pa čeprav se razume, me znajo zelo spraviti na obrate, ampak da jim ne bi mogla biti v oporo. To me je čist pokosilo. Meni je zanimivo, najbolj v začetku pomagala ena tehnika, ki me je totalno presenetila in se mi je zdela čist butasta na prvi pogled, ne. Jaz sem pač tako, res sem se usedla za računalnik in za neka, daj vesolje, daj mi namig,
v katero smer naj naredim prvi korak, kam. Jaz imam tak kaos zdaj v svoji glavi, v svojem srcu, v svojem polju, sploh ne vem kam. In tako vrže ven to tapkanje, EFT. Sem tako gledam se, kam manj, tapkanje, deno, mislim, resno, a veš, ne. In se pol jaz prijavim, pa še tako mi je vrglo ven, ne vem po kakšnem ključu, ampak to tako pride, Gajo, pa Dubski, jaz si prej nisem poznala, čeprav se je pol izkazalo, da njeni otroci tudi hodijo na Valdorsko šolo, ne? In pol sem jo celo prepoznala na hodniku in ful krasna, srčna, topla. In sem šla samo enkrat k njej. Pač imaš nek dolg razgovor in potem mi je ona pokazala, pozabila sem zdaj, kako se to dela, ker sem to v bistvu delala samo 14 dni. Ampak unih 14 dni in ja, priznam, na začetku sem se ful butasto počutila, ker sem se v kopalnici gledala v špegu in si govorila te mantre, neke točke si tolčeš, ne. Čeprav pol, kasneje sem čez leta brala od ene, zdaj sem pa pozabila, od ene tuje avtorice in je ful dobro to vse opisala skozi v bistvu tako prizmo in kitajske tradicionalne in ne vem, kjerih modalitet in zaradi meridianov in polja. In pol se mi je pa vse skupaj tako zložilo in je bilo zelo logično, a ne? In ja, ta stvar me je tako globoko pomirila. Jaz nisem mogla verjeti, prav tako, kot da bi ta razburkan ocean ratal ena taka čist gladka gladina. In to mi je omogočilo res sploh iti v globino sebe in tako nekako se priključiti na nek ta notranji mir in pol res čutiti od znotri ta glas, ta poriv, to intuicijo, kam naprej. Ker ta glas v tebi, ta intuicija pa je že od nekdaj bila v tebi zelo glasna in prepričljiva, tudi lahko v določenih trenutkih. Indija, recimo, je en tak lep primer, ki si tudi večkrat že povedala to zgodbo, ne, a je bila Indija glavnik? Ja. Indija, ne, se pravi, zelo kodre si imela zelo bujne in pozabila si doma svoj glavnik za njih in potem si dejansko želela najdeti ta pravo krtačo, ne, ker verjetno vsaka res ni primerna bila takrat za tvoje kodre. Ja, vozli so se mi začeli delati, taki prav dredi, tako spodi in seveda Indike s temi gladkimi lasmi, povsod so bile sam v bistvu glavnik navaden, čistuni in to meni skozi kodre niti slučajno ni šlo skozi, sem takrat res imela take. Ja, in potem sem bila, prosim te, Bog, vesolje, kdorkoli, en glavnik rabim, ker drugače so morala zabriti, ko pridem nazaj, ne. Ja, in sem tako slišim glas. Stopi ven, bila sem tam v ašramu glih pri Sai Babi takrat, ko me je zanimalo, kako tam je, in reče, stopi ven, zavi na desno, zdaj se ne spomnim točno, kako točno je šla pot, ja. Ko sem pisala knjigo, sem v dnevniške zapise šla gledati, ne, da sem točno napisala, ampak ja, zavi desno, tam bo ena klopca, zavi levo, greš mimo en smetnjakov, zaviješ spet desno, tam na koncu sta, ne vem, 2 ali 3 palme in tam pod desno spodaj bo glavnik. In seveda se oglasi, a te lepo te prosim, mislim, kakšna nebuloza, kaj bo glavnik? Kaj bo glavnik, ker tam? Sred, ja, halo, pod palmo čakal. Kje je ta glas sploh, ne? In pa sem se ulegla in zdaj, ne grem, ne bom, ker se bojiš, ne, ker se en del tebe, je tako, in pa sem gledala, pa kaj, česa sem se sploh tako, mislim. Ampak po drugi strani en del tebe je morda mečkano v strahu, po drugi strani je pa drug del tist, ki je pa radoveden. Kaj pa če? In pa sem seveda šla, čez čas sem eno knjigo zabrisala in dejansko je bil glavnik spodaj in to tak, kot sem ga imela doma. In mislim, če me vprašaš, kakšni občutki grejo takrat, ne znam povedati, ker je res tako onkraj vsega. Takrat se ti pa res srce na široko odpre, ker je stik z božanskim, z nečim onkraj vsega. Ja, in je ful lepo, ker vidiš, da v resnici nam je vse dano, sleherni moment. Kolikokrat dobiš morda zaradi
svojih izkušenj, ki jih javno deliš, ker marsikdo bi morda živel tako, imel takšna spoznanja, uvide, karkoli, pa jih ne delil, zato ker bi si mislil, pa bojo pa ljudje mislili, da sem že mogoče malo nora, pa da ne govorim stvari, ki ne da niso resnične, ampak ki so neverjetne, ker seveda ljudje so različni, nekateri pač vseeno morda, bom rekla, ne da ne verjamejo, ampak jaz temu rečem, da so morda bolj zaprti za te stvari, niti ne dajo priložnost, da bi lahko slišali, videli. Zakaj si se vseeno odločila, da je prav, da o teh stvareh govoriš, in ali si imela kdaj občutek, ne vem, če je v redu, da o tem govorim? Jaz sem 1 leto delala intenzivno s terapeutom, preden sem o tem začela govoriti, zato ker sem prepoznala, da imam težavo točno s tem, kaj si bojo mislili ljudje. A da sem nora. To je ena klasika, ne? Ja, da sem nora, da se mi je čisto odpelo. In to v bistvu, ker me je Zvezdana vabila v svojo oddajo in jaz sem ji rekla, Zvezda, jaz čutim, da še nisem pripravljena tega deliti. In rekla, zakaj? Pa to je pomembna stvar, ljudje morajo slišati o tem. Ampak prav to, ker sem vedela, da je velik odstotek moje ozdravitve povezan s temi svetovi onkraj, s vsemi temi nekimi informacijami, uvidi, spoznanji, stikom z nekimi bitji iz drugot, in sem vedela, da če spregovorim, moram spregovoriti o vsem, a ne? In sem mi rekla, daj mi čas. In pol, ko sem čutila, da sem prišla do točke, da si mi res tako 99,9% fučka v tem, kar si kdorkoli misli, ker si rečem, to je moje življenje in samo jaz ga živim, nihče druga ne živi zame, in na smrtni posli ga bom jaz objokovala ali pa bila zadovoljna, torej ne mislim se sploh ubadati s tem, kaj si kdo misli. Vsak ima pravico, da si misli, da sem nora, ampak to ni več moj problem, a ne? Ker jaz vem, koliko je, ko sem se odprla vsem tem dimenzijam, moje življenje postalo plodovitejše, pač sočnejše, ne vem, vznemirljivejše, a ne? In se ne mislim temu delu za nikogar odpovedati. In mislim, da je ravno zato toliko ljudi, ko spregovorim, me sposobno slišati, ker sem porušila te bariere, ker se res tako polno odprem in pa so tudi oni, mislim, sporočilo res teče, ker mi to ful ljudi reče, jaz v te stvari ne verjamem, ampak jih pa ti poveš, pa kar verjamem, ker vse mi not začne tako brenčati. A pa zdaj sem imela predstavitev knjige v knjižnici Ajdovščina in to so prišli od zelo mladih do ful starih ljudi in se zahvaljevali, da govorim o teh stvareh. In eni so rekli, jaz enako doživljam od rosnih let in do danes, pa jih imam krepko čez 80, nisem povedal tega nikomur, ne staršem, ne prijateljem, ne partnerju, ne otrokom, iz strahu, da bi mislili, da sem nor, in vi ste mi zdaj dali dovoljenje, da živim v celosti sebe. Nekateri pridejo pa rečejo, jaz nič od tega ne čutim, ful se čutim zaprtega, ampak čutim, da me to rahlja, da me odpira, in to mi daje eno tako upanje, da se bom uspel povezati tudi sam z nekimi globljimi deli sebe. Prišla je ena ful mlada punca do mene in je rekla, jaz vas tako občudujem, da o tem govorite, ne glede na to, ko vas ljudje gledajo, kada ste nora. In jaz gledam, zakaj kdo gleda, kada sem nora? Nič ne vem o tem. Rekla, pa sej to je vaša super moč, da sploh ne opazite tega. Pač govorite to, kar čutite, ne? Ne vem, jaz sem si tudi, preden sem začela pisati knjigo, sem bila ful tako, sem rekla, spregovorim o vseh teh svetlobnih kroglah, bitjih z drugih dimenzij, vse, kar se je razpiralo, ali skušam ostati znotraj nekih okvirjev. Ampak sem si rekla, če jaz hočem, da ta knjiga res ljudi premakne, bliže k sebi, da začnejo tudi sami bolj slišati svoj glas, svojo intuicijo, da se začnejo pogovarjati s svojo dušo, da stopijo na neko svojo pot, pol moram pač biti iskrena in se razpreti v celoti. In zato pač čast. Zato je vse notri, tudi kot si omenila svetlobne krogle. Ko sem brala tvojo knjigo, zdaj ta vikend, sem si delala zraven zapiske. Veš, ko sem rekla, kar me bo pritegnilo, si bom zapisala.
In včeraj zvečer sem šla čez te zapiske, pol jih ne razumem. Pol stvari, ki sem si zapisala noter, sem potem razmišljala včeraj, a sem se tukaj zatipkala ali kaj sem s tem mislila. In ko sem potem za dve stvari, ki mi res, ko sem mislila, ne, to pa še nekam drugam, to ne pa še k tem zapiskom, toliko je štrlelo stran, sem ka ne, zdaj pa moram jaz to poiskati po knjigi, ker mi res ni jasno. In približno sem vedela, pri katerih straneh bi to lahko bilo in sta neka, ja, to me je pritegnil. Ampak se pravi, kot da bi ti zdaj rekla, opisovala si dogodek, ne vem, na ulici, ko so ti ukradli kolo, ampak jaz nisem ven izluščila, ukradli kolo, našla kradljivca, ampak neki čist, ne, XY, kot da bi ti rekla, ne vem, siva Ljubljana, ker je bila takrat v megli, ne. Kako je to zanimivo, kako v bistvu vsak od nas, ki prebere to knjigo lahko doživlja na popolnoma drugačen način. A ne? Nekoga bo bolj navdušilo in presenetilo ravno to, da opisuješ vse tako zelo iskreno. Nekdo drug bo pa iz knjige izluščil nekaj povsem drugega, ne vem, kakšna superherojka si bila, ko so ti dvakrat ukradli kolo in ga dobila nazaj, recimo, ne. Kako je to dejansko zanimivo, ko se knjiga bere in verjetno, ko si jo pisala, jo ne pišeš na način, mogoče bom pa s tem zadovoljila te, ampak samo teče, verjetno, ne. Jaz sem si želela res biti tako, absolutno iskrena pri tem pisanju. In želela sem si prav to, da ne bi bila sam knjiga z informacijami, ki jih bereš in pridejo tako v mental, ampak da bi uspela nekako, ker verjamem, da se to da, stkati vmes med vrstice, sporočila. Ja, neka druga sporočila, v smislu, kot da bi, ker jaz verjamem, da tudi glede na ritem besed, kako neka stvar teče, je tako, kot da bi se take loputice odpirale v polja zavesti drugam, a ne? In želela sem si tudi not res odkati en tak moj večni optimizem, eno voljo do življenja, navdih, pogum. In zato sem tudi ugotovila, da mi to ne bo ratalo doma, da to ni tiste vrste pisanje, ki se usedem, pa pač rečem, danes bom pa napisala poglavje o tem pa tem. In sem res imela tak zelo svojevrsten način pisanja, da sem šla 6krat po 3 dni, tako slučajno naneslo, da je bilo vsakeč glih 3 dni, pisati nekam popolnoma v samo, v naravo. V torbah sem si tako prinesla za jest sabo in nisem delala drugega, kot spala, pojedla in cele dneve pisala, bila vmes ves čas ali tam ležala na travi, pa gledala oblake in ko sem začutila spet, da je nekaj se dvigalo in bi se zapisalo, sem hitro vstala pa pisala in sem bila sposobna 3 ure v kosu pisati, pa potem spet iti na en sprehod in je bilo res tako, kot da bi na nek način bilo ves čas kanalizirano. In čeprav je bila moja zgodba, a ne, je tako, kot da bi naredila en tak krog, se prelila nekam gor, pa se spet spustila dol. Gor po informacijo, pa dol napisati, ne. Zdaj opisuješ v knjigi, da si preizkusila res veliko različnih stvari na tej poti ozdravitve. Zelo se me je tudi dotaknilo, ko si čisto na začetku hitro ugotovila, ne, da če se izobražuješ o svoji bolezni, ki je mimogrede bila diagnoza kaj? Mielodisplastični sindrom. Ne znam ponoviti, se pravi ponovno kostni mozek in spet verjetno neke vrednosti v krvi, ki niso v redu. Spet eritrociti se niso tvorili tako, kot bi se morali, a ne? Je pa razlika med tisto boleznijo takrat in to? Nisem šla sploh raziskovati, ker sem tako hitro rekla ne. In to, a ne, da v bistvu, ko si se na začetku želela ne samo posvetovati, ampak izobraziti o bolezni, da boš poznala, da boš vedela, kako postopati, ne, si potem v enem trenutku zaprla in si rekla, ne, daj mi čist preveč pozornosti, jaz rabim zdravje. In obrnila kompas. Ja. In verjetno je to nekaj, kar za kakršnokoli bolezen na tem svetu bi bilo fino, ne? Tudi ko smo samo prehlajeni, če bomo razmišljali o tem, kako smo prehlajeni in kaj vse naj zdaj naredim, da mi ne bo več teklo z nosu, je že narobe, ne? Ampak kaj naj naredim, da bo zdravje tisto, ki pride k meni, ne? Ja, to se sploh ne spomnim. Možno, da je ta ideja prišla takrat, ko sem prebirala dispenzo
in je res bilo to, se pravi, kamor usmerjaš svojo pozornost, ja, teče tvoja energija, a ne? In me je pol prestrelila in se rekel, oh my god, pa jaz se skozi ukvarjam s to boleznjo, pa gledala sem, kje je društvo teh v bistvu krvnih obolenj pri nas, pa sem razmišljala, če se včlanim, pa skratka, sem nekaj, ti sam krepiš, sam še več energije daješ tja, prav feeling imaš, da stvar raste. Seka, pa kaj želiš, kaj zasleduješ? A si želiš še mogočnejšo, še silnejše obolenje, ali želiš zdravje? Sem nekaj, zdravje. In bilo, ja, pa se pa posveti zdravju, raziskuj, kaj pomeni biti zdrav, kaj je zdravo telo, kaj je zdrav duh, kaj je zdravo, ne vem, duša, a ne? Mojca, takrat so v bistvu otroci vseeno bili še majhni, sploh Leo je bil takrat, koliko je bil star v bistvu, ko si ti res tako šla na to pot samozdravitve na nek način. Ja, ko sem jaz dobila diagnozo, mislim, da je bil april, on je rojen konec avgusta, tako da on je bil rešen majhen in tle mi je bilo ful grozno, ker mi je bilo težko, bilo treba nehati dojiti seveda, ne, ker ti se začneš zdraviti, pa nisem šla na nobena zdravila, ampak greš na razstrupljanje telesa in seveda potem vsi te toksini sproščajo v mleko, pa tako, ne. Mečkan je bil, ja. Ampak jaz nisem v bistvu za mojo bolezen ni vedel nihče drug kot Klemen in moja mama. Ja, nikomur nisem povedala, niti fotru, zaradi tega, ker sem čutila, da rabim... Se pravi, navzven se ni dejansko opazilo, da si ti, ne vem, bolj švoh, da česa ne zmoreš. Ne, to je pa ta moja silna trma, ker tudi ko sem dobila krvne izvide, so bili tam kako vi sploh funkcionirate, kako ste vi sploh sem prišla s kolesom, pa jaz sem pa normalno igrala predstave, snemala risanke, kuhala, vsak dan z vozičkom rinila okrog. Je pa res, da so tudi zdravniki povedali, da ženske zaradi teh nihanj med menstruacijami, da je naše telo bistveno bolj navajeno kot moško telo, teh nekih porasta in padca, hemoglobina in pač se pravi neke slabokrvnosti, boljš prenašamo, a ne? Tako da, ja, ful je bilo zanimivo, ker šele pol, ko sem dobila diagnozo, sem res začela čutiti to, koliko sem šibka in sem videla, koliko se zadiham. Prej pa, kada ne bi opazila. Prav neverjetno je bilo. Zakaj nisem povedala nikomur? Zaradi tega, ker sem vedela, da rabim 100% fokus in 100% vero. Enkrat sem poslušala enega staroselca, ki je rekel, vera je sem 100% ali pa ni. Ne moš govoriti o 99,9% veri, ker v 0,1 ti bo že nakrhal, že nimaš vere, a ne? In sem si rekla, mater, jaz tle res moram paziti, da ni nobenega zunanjega, ker ljudje seveda te imajo radi. In se ustrašijo, da bi te zgubili. In iz tega strahu te ves čas pol, a pa si res prepričana, a pa ne bi vseeno, lej, to je vseeno težka bolezen. In sem vedela, da ne sme biti tle prostora za to, da bi mene kamorkoli zamajalo, da moram biti res uno. Pa si ti zavrnila v celoti zdravniško zdravljenje? Ali je bilo to usporedno? Jaz sem hodila tja, in se pravi, zdravnica, ki sem jo imela, je takoj začela govoriti, naj se začnem počasi pripravljati na transplantacijo in jaz čim sem slišala transplantacija in meni je bilo mrak na oči, ker sem rekla, pa to je zame pač enako smrt. Zato, ker jaz vem, kako moje telo reagira. Jaz sem res optimist. Jaz nikoli ne zapadem tako v dramo, ali pa če že, to zelo hitro poštimam. To je pač bil fakt, to je dejstvo. Jaz svoje telo poznam, ker sem kar naprej neki po bolnicah, ker se mi vsaka stvar zakomplicira. In sem rekla, to je konc. In potem sem jaz zamenjala zdravnika, ker sem rekla, to pač meni res ne dene dobro. Ja, ker tudi verjetno vsakič, ko si bila tam, si mislim, da greš na en tak miselni začetek spet, ne? Čist. In jaz sem takrat res prebirala ogromno te literature, se pravi in Dispenza in Lisa Rankin in Bruce Lipton. Ful sem bila v tem pač moč uma nad materijo. In tako, vse se mi je zdelo, da mi je popolnoma jasno, vse mi je bilo logično, vse sem res tako, kot čutiš v globino. In pač enkrat sem prišla tudi na kontrolo krvi in mi že sestra reče,
danes ste pa čist zelena, to bo pa kar kakšne 2 vrečki. Pa sem se rekla, ne, nobenih transfuzij ne bo več. Pač jaz imam zdaj stvari v svojih rokah, meni je vse jasno, ne. Neka, no, bomo videli. In pol me zagleda zdravnica in reče, Madonna, kakšna pa ste, pa reče sestri, saj sem mi že jaz rekla, da bo to dobila vsaj 2 vrečki, a ne. In pol pogleda zdravnica izvid in reče, ja, boste kar šla na oddelek. In jaz ne rabim krvi, pač jaz točno vem, kako to nadzirati znotraj sebe in tako in pridem domov in se sklemno smejiva na to temo in in ni to cool, ka imaš lahko res stvari v svojih rokah, drug dan. Vse simptome. Ušumelo mi je, čist sem imela motno sliko, vrtelo se mi je, sploh nisem mogla vstati, po vseh 4 sem se plazila, piskalo v ušesih, skratka, prplazila sem se tja in moledovala za to kri in polka mi je tako tam teklo, sprav naredila in selfie in sem neka to pa zame zdaj, da se vidim z unimi živo rdečimi lici in sem neka zadnjič sem prišla po kri. In mi je bilo noro, ko vidiš ta podzavest naša, kako v bistvu so to močni programi. Kako imaš ti občutek, da imaš vse vajeti v svojih rokah, ampak podzavest fura svoje. In takrat mi je bilo jasno, da je res pomembno se spustiti v globine in pogledati, kaj imaš tam v kleti na metanga. In na tej poti si se zelo velikokrat spuščala, zelo globoko, pa tudi nad sabo, pa spet globoko in na vse konce in kraje pravzaprav. Zanimivo mi je, tako kot si rekla, da si iskrena v knjigi in da si v bistvu opisala vse, ko sem jaz to brala, sem dobila vmes občutek, a obstaja sploh še kaj, kar nisi preizkusila, kar nisi šla poskusiti in mi je tudi všeč, kako v bistvu opisuješ, da tako rečeš nekje vmes, pa sej temu nisem verjela, ampak zakaj pa ne, dam priložnost, a ne? Pa potem, ko sta s prijateljco prišli k vedeževalki s fižoli, ne? Na fižolčke je vedeževala, ne? Ne, to pa res ne, ampak te je spet osupnilo v bistvu na nek način, ne? Na kakšne stvari si prišla čist nenamensko, pa so se zgodile, na kakšne si se odločila sama. Zdaj, zdi se mi vseeno, a ne, da glede na to, da človek preizkuša različne stvari in tako, a si vseeno imela tudi v kakšnem momentu vmes občutek, da je prepolna glava, da je vsega tega, veš, tukaj dobim to, pa tam to, kaj od tega je zdaj tisto, kar res potrebujem, kera je moja pot, hkrati pa biti mama doma ob vsem tem, biti partnerka. Kako je bilo takrat z igranjem? Si čist nehala? Ja, takrat sem čisto nehala, ker mi je bilo jasno, da res rabim ves fokus in energijo usmeriti tja. Šla sem samo delati kaj mečkega, ne vem, sinhronizirati risanko, glih tako zaradi občutka, da sem še zmeri pač aktivna tudi v tem smislu. Tako da sem bila ves čas doma in sem imela res ogromno časa, da se posvečam sama sebi in tle je res Klemen bil v veliko pomoč, oporo, on je takrat vse finance prevzel in tudi nikoli ni sitnaru, ko sem rekla, jaz bi pa zdaj šla, ne vem, za en teden tja na ta retreat pogledati to pa to, ne. Je pa Ker seveda ne samo čas, tukaj so tudi finance, vse te stvari tudi kakšne tudi veliko stanejo konec koncev. Ne? No, to hvala Bogu sem imela še tako en kupček, odprej, ko sem še zmer ful delala, a ne, in sem v bistvu ta svoj denar jaz trošila samo za te stvari, Klemen je pa svojimi pač sredstvi, za družinsko pa vse. Poplava je vsega. In ljudje postajajo marketinško vedno bolj spretni. Zdaj s to umetno inteligenco pa verjetno bo stvar samo še težja. In zato sem si jaz rekla, jaz moram najti en sistem, kako vzpostaviti stik res z nekim delom sebe, s to intuicijo, da začutim, kaj je res moja pot. Ja, ker te lahko zelo hitro zamika nekaj, ker pa je v zadnji samo dober marketing, recimo pa je mogoče človek ne najbolj primeren za določeno stvar, ki jo izvaja. Ne? Kdaj so ljudje absolutno popolnoma neprimerni, neizobraženi, ne kos sploh določenim stvarem, kdaj pa samo tista stvar je lahko človek super in modaliteta izjemna, ampak ni del moje poti. Jaz, na primer, sem tudi ugotovila, pa se mogoče sliši tako malo, ampak
da dejansko naša telesa govorijo različne jezike. In ko sem šla kdaj kaj izprobat, sem prav videla, oh my god, ta stvar je super, ampak moje telo sploh ne razume jezika, te modalitete, sploh ne šteka, kako se odzvati. Na določene stvari je pa sodelovalo tako noro, da je na primer človek, ki je tisto počel, rekel, to pa še nisem sploh videl, da bi se kdaj telo tako odzivalo. In to sem želela. V bistvu se naučiti dajati prostor in prisluhniti svojemu telesu in svoji duši, da mi sama povesta, kaj je tisti naslednji korak. In zame, na primer, sem videla, da sem najlažje ta nek impuls dobila z področja srca. Da sem res to začela zasledovati in sem bila prav načrtno sem se to odločila, tudi tako iz trme sem rekla, ne želim, da se mi to pojavlja sam tako, da se mi odpre na ključno. Jaz to moram se naučiti, pač pripeljati do točke, da je na ukaz, ker to zdaj rabim. Jaz na tej svoji poti ozdravitve rabim. Ne moram biti odvisna od tega, da se to pač enkrat bo že, ne? Sprdne, enkrat ja, enkrat ne, ker ponovadi se mi je to ful odpiralo takrat in to sem tudi ugotovila, ker je bil mal izklopljen. Naprimer med kuhanjem, med zlaganjem perila, in sem rekla, kako je to smešno, da med takimi stvarmi, ne vem, jaz se klam čebulo in dobim tako prav tak občutek, kot da bi se mi zavest razprla in dobim eno ful pomembno sporočilo. In pa sem videla, ja, zato, ker se umakne, ker se ne umešava, a ne. Ja, in pa sem videla, da v resnici, ko začutim, da je neka stvar prava, je res tako tak občutek. Kot da bi tle na področju srca čutila tak mir, toploto, kot da se odpre polje. In ko pa ni, pa ostane ali enako, ali pa kdaj se pa celo malo zakrči. Se ti je vmes zgodilo, da recimo da kri še vedno, da recimo, ko si hodila na kontrole, pa izvidi recimo v nekem obdobju še niso bili dobri ali pa boljši, da bi si rekla, to ne deluje. Ne, nikoli. Zato, ker je šlo vsakeč tako mic po mic gor. Res je, da v enem momentu, in to je trajalo kar nekaj časa, hemoglobin ni hotel prebiti vrednosti 100. Sem rekla, jaz bom našla način in takrat v bistvu sem si rekla, ok, zdaj pa moram res iti nekam globoko vase in iti pogledati, kje je sploh izvor vsega tega, ker očitno sem treščila ob en zid, kjer ne gre naprej. Ampak ni bilo pa nikoli, nisem imela občutka, ne zmorem, ker mi je res bilo, mi je bila ta kmečka pamet toliko prisotna v smislu, pač jaz, pač ta sila, ta inteligenca znotraj mene je ustvarila to mikrovesolje. Zakaj? Zakaj bi ga hotela izničiti? Pač ni logike. Valjda si želi rast, prosperirati, se širiti, pač ljubiti, se igrati, karkoli. Jaz moram najti tisto, kar je ustavilo to. Kako se spomniš, ko si bila na tej poti? Koliko si bila, ne bom rekla odsotna, ker bi to mogoče bila prehuda beseda, ampak veš, otroci vseeno zahtevajo od nas kar nekaj pozornosti. Dobro, tudi če je recimo Klemen prevzel, kar se tiče financ, pa mogoče tudi kakšnih gospodinjskih opravil, ampak vseeno se mi zdi, da je tvoja glava, tvoje razmišljanje, verjetno velik del dneva bila tam pri ozdravitvi. Ali ne? Ja, ampak tako kot sem rekla, jaz sem se posvečala zdravju. In zato sem na primer ful raziskvala tudi razne, ne vem, recepte, kar pomeni, da je bilo nekaj, kar je vključevalo vse, a ne? Ker si tudi prehrano spremenila, ja, verjetno, ne? Ja. In verjetno nisi se, bom direkt te vprašala, verjetno se nisi velikokrat znašla, da si se, ne vem, s fantoma na tleh igrala in ne bila prisotna, ampak zraven razmišljala, joj, včeraj sem pa videla še, ne vem, barse, kaj če bi šla pa še to probat. A veš kaj mislim, se pravi, da si tam, pa v bistvu nisi. Ne, ko sem bila, mislim, sej delno vsi mal gremo, ampak v glavnini sem vedno tako, si želela biti z njimi in biti prisotna, če pa sem kaj, ne vem, videla, nisem o tem premlevala, pač ja, če sem videla barse, sem se pač naročila in šla, ne pa da bi doma pol cele dneve, pa nisem bila na lovu za stvarmi, ker je to v bistvu bolj bila
pot navznoter vase, a ne. In pa so pa informacije kar prihajale, jaz ni, da sem bila prav na lovu, ker je tudi moja namera bila, naj me pač polje vodi. In pa mi je kar nekdo kaj omenil, pa sem bila, pa sem šla pogledat. Ni, da sem jaz bila za računalnikom pa raziskvala, pa googlala, pa iskala, a ne. Kako si pa potem prišla v stik s svetimi rastlinami? A je to bilo takrat, ko si rekla, zdaj pa moram iti res bolj globoko pogledati? Ne, v stik z svetimi rastlinami sem prišla že pred tem, nekaj let prej, ampak sem takrat pač bila na 2 obredih, potem pa ne več. In polka sem zbolela, sem rekla, mogoče bi bilo pa fajn, da grem naprej tlele še raziskat. In sem potem probala različne in sem tudi videla, kako različno te peljejo in različne informacije, pač ena, ja, zanimivo, v različna polja te peljejo, ne. In zame ne gre v bistvu pri vsaki rastlini za isti odziv telesni. Ne. In sem v bistvu znotraj teh obredov s svetimi rastlinami dobila toliko pomembne uvide. Jaz nisem, na primer, doživela občutka zdravljenja na teh obredih, da bi rekla, prav ne vem, čutim, kako mi ta zavest rastline šifta not neki pa zdravi. Ampak prav tako jasno pot, smer, zemljevid, tako jasno mi je bilo pokazano, kje naj iščem. Res, kot da bi dobila zemljevid za iskanje zaklada. Ne? Sem pa letos zaključila enoletno izobraževanje, mislim, zdaj v 2025, enoletno izobraževanje iz psihedelične terapije, ki ga inštitut Katabasis organizira, ker sem hotela malo bolj razumeti vse te procese, ki so zadaj in kako potekajo in na kakšen način se odziva. In sem toliko hvaležna za to izobraževanje, toliko enega znanja in tako krasni ljudje. In sem videla, ful je pomembno, kar počnejo, ker tako, na primer, ko smo prvič prišli, jaz imam ful globoko spoštovanje do zavesti rastlin in ker sem tudi videla znotraj obredov, da to nisem tako mal špas, da se lahko marsikaj zgodi. To so res polja zavesti, ki se razprejo in je v tebe potreben blazen fokus in naboj in energija. Hitro lahko mal kje zalutaš. Pa se to ni, da si pol čist nor, ampak dejansko pol, ko so tlele profesori, ki so terapeuti in se ukvarjajo z ljudmi, ki imajo hude težave, potem, ko so tudi malo prepogosto zlorabljali kakšna sredstva, vidiš, da to res nisem tako špas. In mi je super, ker ljudje, ki pridejo na ta izobraževanja, ki sem videla, da so nekateri na začetku bili zelo tako, kaj je to, jaz to redno, ne vem, enkrat na teden, da so pol videli, kaj vse, ker smo opazovali in gledali in se učili pač na primerih, ko je šlo lahko tudi zelo, zelo narobe. In se mi zdi pomembna tudi to vrstna ozaveščenost. In pomembno tudi to, kar v knjigi ne zapišeš, da ne nagovarjaš ljudi k temu, nagovarjaš pa k temu, da se res pozanimajo, ker tudi glede tega marketing dela lahko svoje in je lahko tudi veliko takšnih, ki niso najbolj primerni za tak način. Ne? To je zdaj res rato tak popoln trend in kolikor se pogovarjam z ljudmi, ki so dosti tudi po Peruju, pa ne vem, Kolumbiji, pa Braziliji, vsake, da je žalostno videti, kako tudi tam v bistvu so cele skupnosti podlegle, ker pol prihajajo, ne, seveda, zahodnjaki, denar, cela letala, ja. In je tudi tam ostala peščica teh, ki so zvesti še neki tradiciji in temu znanju, ki je prehajalo iz roda v rod. Da tudi tam se s tem ukvarjajo nekateri, ki sploh niso poklicani za to. Ker itak si da eno perjanico, pa malo žibra mi itak nič ne zastopimo, ne. Pa malo kakšno dolgo haljo, pa je to, ne. Ja. Koliko si pa te stvari, ko si raziskovala sebe, prenesla tudi na Klemna? Koliko je tudi Klemna potegnil noter ta raziskovalni del samega sebe? Jaz sem prišla vsakič, ko me je neka stvar res ful premaknila,
toliko navdušena in dejansko s toliko enimi preskoki v zavesti, da je pol bil on tudi totalno fasciniran na tem in je rekel, jaz hočem tudi to okusiti. Probat, ne? In sem hvaležna, zato ker dejstvo je, da tudi za partnerski odnos ti moraš rasti skupaj. Če en naredi prevelik poskok naprej, kar na lepem, je tako, kot da bi začel govoriti malo različne jezike, ni šel na vse in se mi tudi zdi prav, da ni šel na vse, da je tudi on ostajal zvest, tam, kjer je čutil, da je njega najbolj poklicalo. In tako da sva oba rasla skozi to pot. Kdaj se je pa potem tehtnica prevesila k zdravju? Se spomniš mogoče, ne vem, ko si dala kri in je bil prvič izvid tak, kot si želela? Ne, ker je šlo tako mic po mic, postopoma. Tako čist postopoma. Jaz se spomnim sam, da sem si zadala in se nekaj v enem momentu se bojo začeli tudi eritrociti tvoriti. Ne bom se zadovoljila sam s tem, da se mi hemoglobin nekako poravna in se nekaj, ne sem, da se bojo malo dvigali. Bili bojo optimalni. In so res začeli rasti. In pol je hematologinja iz otroštva rekla, Mojca, pa to je nemogoče, pa kako si to dosegla? A si sam kaj meditirala? In se nekaj, pa ne. Jaz sem si res naredila plan. Aha, torej bil je plan. Bila je struktura. Bila je struktura, ampak tako sem bila res. In sem rekla, če moram na fizični ravni, se pravi fizično telo razbremeniti, toksinov, pa težkih kovin, pa parazitov, pa spečih virusov, pa bakterij, pa ne vem, vnetnih procesov, sem moram razbremeniti tudi mental, čustveno telo, in se neka, in zdaj bom šla na vse 3 polja naenkrat in sem bila tako res, ko general, se to povem tudi v knjigi in sem pol določila svoje generale teh bojnih pol in sem šla tako z roko v roki, ker se mi je zdelo pomembno, da naslovim vse te dele sebe. Tudi opisuješ, ne, da si v bistvu postala pilot svojega telesa oziroma življenja, da pa ni zanemarljiva vloga tudi kopilota, v tem primeru Klemna, ne, in pa še kontrolori, ali kako že letenja, ne, ki so tudi v bistvu zelo lahko pomembni na tej celotni poti. Klemen je tukaj zagotovo odigral veliko vlogo v sami podpori in verjetno tudi temu zaupanju v tvoj proces, ker tako kot si rekla, verjetno bi bilo vse skupaj veliko težje, če bi imela ob sebi nekoga, ki bi pa ti govoril, Mojca, lej, ne, ni v redu, kaj če bo najhujše, daj se, ne, raj tudi res začni pripravljati na to, da boš šla skozi, ne vem, da se bo iskalo darovalca in tako naprej. Težje, kot pa če imaš ob sebi nekoga, ki ti zaupa in zaupa v tvoj proces, kar je pa verjetno za nekoga, ki je samo ob tebi zraven, na trenutke zelo, zelo težko in strašljivo, si mislim. Zdaj, če se jaz probam dati v takšno pozicijo, v takšen položaj, zagotovo vmes, ne da podvomiš, ampak si rečeš, kaj če ne bo. Ja, jaz se Klemen večkrat reče, da misli, da je njemu bilo v smislu lažje na ta način vstopiti v to vlogo, ker sem jaz že prej imela kakšne teme nadnaravne prebliske, ki jih je bil tudi on deležen, a ne? In je rekel, da je zaradi tega zelo zaupal temu mojemu notranjemu občutku, notranjemu glasu, tej moji prepričanosti, veri. Jaz si v resnici ne predstavljam tako 100% stati na tej poti, če bi imela ob sebi človeka, ki bi mi čeprav iz tega, ker bi ga bilo strah zame, ampak me ves čas upominjal, pa ne vem, po možnosti še celo začel s tem, kaj pa če bojo ostali otroci brez tebe. Čist možno, da bi podlegla in šla potem po klasični poti, a ne. Koliko je ta izkušnja spremenila tudi vajin odnos? Koliko je recimo vajin odnos danes drugačen, kot je bil, ne vem, pred 5 leti? Pa sigurno te bistveno bolj poveže, čeprav je tudi res, da te življenje samo, a ne, brusi, ves čas preoblikuje, tle so 3 otroci, tle je delo, mislim, imava pol še take trenutke skupne, kot je bila ta Eurovizija, mislim, to so vse take stvari, ki te,
dodatno lahko ali povežejo, ali pa mečkam tudi zašejkajo na kakšnem področju. Sigurno. Zdaj si ravno omenila Eurovizijo, pesem je Skrival pred tabo, pa ti jo je potem vendarle dal za poslušati, ne, in ti si takoj na prvo žogo rekla, to mora iti na Eurovizijo. Nisi pa takoj že vedela, oziroma kdaj potem ta ideja o tem, da se mu pridružiš, tudi ti dozorela? To je bilo po Emi. Mislim, on je sicer že za Emo nekaj tako namigujem, se neka ne, niti slučajno, ne bom jaz gor na odru, pozabim, pol hvala Bogu sem imela predstavo ta večer, ne. In pa sem rekla, da ne boš si kaj slučajno domišljal, da bom kaj jaz na odru, ne. Pol pa je enkrat, pa prav tako, verjetno ni vedel, kako naj mi to pove, pa sem ga v enem momentu bodrila, ker je zelo padal, tako, ker je res bilo, to je stresno, to je toliko enih pritiskov, pa komentarjev, pa pluvanja, pa vsega sorte. In sem ga pol spet v tem klasičnem svojem bodrila, pa pozabi to, pusti, ti si to vzemi sam kot res izjemno pač priložnost v življenju, kot eno izkušnjo. Saj veš, koliko ljudi v tem sanja, pa ne bojo nikoli stali na Evrovizijskem odru. Saj jaz, na primer, ne bom nikoli stala na Evrovizijskem odru. Pa me tako pogleda in je rekel, o tem ne bi bil tako ziher. In sem kaj? No, in pol je tako prišlo. Do tega. Veš, ta tvoj optimizem, tako kot si zdaj rekla, da si ga mogla večkrat na tej poti bodriti, ker tako kot smo na začetku že omenili, te komentarji in mnenja ljudi so lahko tudi zelo zlobni in neprimerni, pa vendarle se tebe ne dotaknejo več, ali pa bom rekla, se te ne dotaknejo na tak način, kot recimo klemna so vse lahko v nekem določenem segmentu. In tudi potem, ko se Evrovizija ni razpletla na način, kot si je sam najbolj želel, se mi zdi, da je ta potrtost v njemu bila tako zelo očitna, da priznam, zato ker vem, kakšna si ti, da sem v enem trenutku si rekla, pa kje je zdaj Mojca, ki bi mu povedala, da to, zakaj ga lahko ena stvar tako zelo potre, pa samo Evrovizija je, če lahko rečeva samo Evrovizija. Pa še vedno imam pri njemu na nek način občutek, da je ta Evrovizija na nek način zanj, ne bom neka sveta stvar, ampak zelo pomemben del njegovega življenja. A se motim? Ja, je kar. In to, ko si rekla, kje je Mojca, tam sem bila in ga na dnevni bazi, ampak on je bil tako, ni me bil sploh sposoben slišati. Ne. In se mi zdi, da je kar mal v eno brezno še sam, to me je tudi pol razjezilo, ko sem rekla, pa dej nehi brati komentarje, pa kaj te briga, kaj ljudje mislijo. Mislim, tisto, kar moraš zvedeti, tak pride do tebe, a ne? Jaz, na primer, jih ne berem, nikoli. Zato, ker si rečem, tisto, kar je namenjeno, da slišim, tudi če je slabo, ker kritika je pomembna, če je konstruktivna, če pa to sam zlivanje enega žolča, je pa kaj boš s tem? In si rečem, naj pride konstruktivna kritika do mene, da bom lahko zrastla, ampak ostalo pa naj ostane tam. Me ne zanima, res me ne zanima. Ne? Ker noro mi je, meni tudi niso vse stvari všeč in marsikaj mi je prav tako, come on. Ampak meni na kraj pameti ne pade, da sem šla odpreti profil, pa da bom šla komentirati. Kaj imam od tega? Nič nimam od tega. Pač energijo zgubljam na ta način za neko kvasenje, namesto da jo usmerim v nekaj dobrega. In jaz vedno pravim, če bi vsi te ljudje, ki zlivajo to gnojnico in žolč, to uporabili za to, da bi nekomu pomagali vrečke, da bi komu vrata odprli, da bi se nasmehali, pogledali v oči, bili malo bolj aktivni pri, ustvarjanju ene bolj ljubeče skupnosti, bi svet bil bistveno drugačen. Zakaj misliš, da je njega kljub vsem tem, da je bil s tabo na različnih tudi, bom rekla, retritih, predavanjih in tako naprej, zakaj pa misliš, da vseeno njemu ta del tako zelo močen? A je to mogoče, veš, tako se mi zdi, da je pri vama zelo očitna razlika v smislu, ti veš za sebe, kdo si, kaj si, ne glede na okolico, medtem ko pri njem vseeno morda dobivamo občutek, da rabi malo te potrditve z okolice. Pa to zdaj ne govorim samo pri vama, saj
nasplošno smo ljudje takšni ali takšni. Ne? Jaz imam zelo jasno teorijo, se mi ne zdi prav, da v njemu govorim, ki ga ni zraven, da bi lahko temu karkoli potrdil ali pa ne. Ampak spet smo tam pri tem, koliko je nekdo v bistvu razdelal. Tudi svojih v bistvu ran iz otroštva, svojih travm. Veš, kar je razlika, ne? Jaz vedno pravim, ko se pogovarjava, mu rečem, lej Klemen, velika razlika je, če ustvarjamo zaradi potrebe po ustvarjanju, ker je to del nas in ker ti je enako pomembno kot dihati, ali pa če ustvarjaš zaradi potrebe po potrditvi. Zdaj, meni je čisto vseeno, jaz knjigo dam ven, ker čutim, da jo moram dati ven. In jaz ne bom iskala potrditve v tem, a se je knjiga prodala v 1000 izvodih ali v 15.000 izvodih. To ni polje, kjer bom jaz tekmovala in se dokazovala. Ne? In to je nekaj, kar se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno tudi, da bi bilo v šolskem sistemu morda mečkan bolj poudarjeno. Ne? Jaz recimo zdaj že zelo velikokrat lahko pri najmlajših opazimo, ne, da je borbenost in tekmovanje v razredu ali pa med sošolci, ne, zaradi številke, koliko si dobil, ne pa koliko si se za to ali potrudil ali angažiral, ali, ne, se pravi ta, ne bom rekla pohlep, ampak ta sila k petki, k štirki in tekmovanje, ti imaš pa same petke, ti imaš pa vmes kakšno trojko, ne, je tudi že v bistvu v tako majhnih glavah, ne? In če tako nadaljuješ naprej, potem se mi zdi, da se to lahko samo še stopnjuje z uspešnostjo, s prodanimi knjigami, z predstavami, z več denarja in tako naprej. Ne? In se to že na samem začetku hitro začne. Ja, jaz sem mu tudi rekla, ne, pri Euroviziji se nekaj, Klemen, ne miri se vse v številkah. V mestih, v ne vem, številu poslušanj, streamov, ne vem česa. So tudi te neutipljive stvari. Včasih je že dovolj, ja, točno to, tega se ne da to, kaj prijeti, ampak kaj recimo meni pesem naredili. Točno to. Se nekaj in tega ne moreš izmeriti. In to so se pa ljudje noro odzivali, to so ustavljali naj tam v Baslu na cesti, od mladih do starih. In se rekla, to pač niso številke, ki jih boš nekje prebral v eni tabeli, ampak to je zdaj od tebe odvisno, koliko si sposoben to doumeti, čutiti, slutiti, slišati, ali koliko ostaješ v teh parametrih, pač nekih, ja, schem. Jaz, na primer, vsi trije otroci so dali Valdorski vrtec in Valdorsko osnovno šolo čez, tako da mi je to ful tuje. Ampak, na primer, sem pa prejšnji teden srečala od kolega svojega hčerko, ki zdaj hodi na eno bolj znanih ljubljanskih gimnazij in se me je tako razveselila na cesti in se zaklepetava in se reka, kaj pa delaš tle, pač, a nisi v šoli, ne? In reka, ne, sem bila zdaj pri svetovalni službi in zelo bistra punca in talentirana, dela nebroj stvari, pleza, poje, ustvarja, vse je postopoma morala pustiti zaradi šole, zaradi tega, ne, pritiska in se mi je razjokala tam in rekla, ne zmorem več in to me je pa tako razjezilo. Sem prišla toliko jezna domov, Kleno, pa to so leta, ko si še brez pravih obveznosti, ko nimaš družine, nimaš službe, to so leta, ko bi moral res najbolj strastno živeti, raziskovati, ugotoviti, kaj je tisto, kar te drajva, s čim bi se rad ukvarjal v življenju, raziskovati ljubezen, biti zatreskan, hoditi s prijatelji ven, v kino, na koncerte. Mislim, ne pa, da so cele dneve za mizo, se dudlajo, so vsi pod pritiskom, vsi anksiozni, toliko je anksioznosti med mladimi. Zakaj? Zaradi nekih podatkov, ki jih nikoli ne bojo rabili. Pa mi imamo računalnik. Če boš rabo neko stvar, boš že pogooglal. To, v čemer si pa strasten, boš itak raziskoval in v tem cvetel in samo v tem, kjer si strasten, boš lahko dobrobit družbi. Mislim, kar se tega tiče, se mi zdi, da imamo polom od sistema. In v bistvu ravno to zdaj, ko govoriš, ne, po eni strani ti ubijejo vse to lahko že v neki srednji šoli, zato ker enostavno ne zmoreš, torej biti v šoli dovolj dober, hkrati pa izživeti vsega tega, kar bi morda si želel, ali pa raziskovati,
to, kar si rekla, da bi sploh vedel, kaj je tisto, kar te driva naprej, ne? In potem klasično se odločiš za nek študij, ki se nisi čist prepričana, bi to ali ne bi, ampak bom pa to, ker drugega tako ne vem, kaj bi. Posledično si najdeš takšno zaposlitev in potem se velikokrat, se mi zdi sploh zdaj, v zadnjem obdobju zgodi, da potem tam pri 40, 50 si pa totalno nezadovoljen in s svojim poklicom in življenjem in takrat pa potem nekateri, ki se, bom rekla, prebudijo, potem začnejo spet iskati stvari, ki jih, a ne, koliko je recimo 40-50 letnikov, ki spet začnejo, ne vem, risati, ustvarjati, pet po zborih in podobno, ne, ker so to nekoč mogli dati na stranski tir in tega je res zelo veliko v bistvu v zadnjem času. Ne? Ja, in ne vem, kako smo kot družba, da se res ceni samo to, koliko si ti sposoben se naučiti, koliko imaš discipline, koliko imaš reda, koliko si vztrajen, a ne? Pa v nobeni službi do zdaj, za noben medij me še nihče ni vprašal, koliko sem imela v 3. letniku fiziko. Recimo. Ja, jaz sem zaradi fizike, matematike in kemije toliko živcev tudi v srednji šoli izgubila in se spomnim, koliko sem enkrat imela prav napad, sem se drla in jogla, zakaj se meni treba se ukvarjati, ker vem, da ne bom rabila, a ne? Mojca, vem, da bi lahko še in še govorili. Zelo sem vesela, da si prišla. Želim ti vse dobro v letu, v katerega smo stopili, torej leto 2026. Naj bo tvoje, vaše leto, naj bodo izvidi takšni, kot morajo biti in verjamem, da si na pravi poti, na poti zdravja. Hvala za povabilo, hvala za tvojo srčnost, jaz sem tudi neizmerno uživala v pogovoru in tudi tebi in gledalkam, gledalcem, tako, res eno tako plodovito leto, čim več notranjih prebojev in pa miru, ker se mi zdi, da miru pa tudi manjka. Res je. Ob koncu še zahvala, da si vzela čas in mi knjigo dostavila pred najnim pogovorom, zdaj bo pa čas za posvetilo. Ja, veselje. Hvala, Mojca, še enkrat.